Spoštovane gospe in gospodje, spoštovani predsednik države, gospod Pahor, izvršna direktorica magister Brega Odres Preska, predsednik upravnega odbora, magister Franc Panger, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice, gospod Franko Mek, cenjeni ministri, ekselence, poslanci državnega zbora, državni svetniki, kolegi župani, svetniki, občinskih svetov in ostali visoki gostje, prisrčno pozdravljeni in iskreno dobrodošli v našem knežjem mestu. Vesel in ponosen sem, da vas lahko tudi letos pozdravim na tej otvoritveni slovesnosti po odprtju 47. mednarodnega obrtnega sejma. To je ne samo za Celje, pa tudi za Slovenijo vsakoletni največji poslovno-gospodarski dogodek. V mesto pripelje številne uspešne poslovne ljudi, hkrati pa tudi mnoge obiskovalce, ki imajo priložnost, da si pogledajo tisto najboljše od najboljšega, kar obrt in podjetništvo ponujata, hkrati pa seveda to tudi priložnost za navdih za kako lastno poslovno idejo. Mesto si v tem času nadene praznično podobo, kajti sejemski vrvež v veliki meri spremeni vsakodnevni življenjski utrip. In v mestu smo ponosni, da smo v tem času, v času sejma, na nek način gospodarsko in poslovno središče tega dela Evrope. Odlično se mi zdi, da že vrsto let pomemben del sejma predstavlja tudi obsejemske dogodke, kot so okrogle mize, konference, predavanja, seminariji in podobno. Spominjam se, da je pravzaprav na vseh teh dogodkih ena pomembna stična točka, ko poslušamo obrtnike, podjetnike, kako jim država s svojim javnim servisom ne zagotavlja konkurenčnega, stimulativnega poslovnega okolja, takšnega, kakršnega ima njihova konkurenca. To v državi, kjer praktično 2 meseca po volitvah še imamo vlade in zelo malo vemo o njenem programu za naslednja 4 leta, verjetno ni nič kaj posebnega. Nas pa lahko verjetno vse skupaj veseli, da je velik del slovenskega gospodarstva in podjetništva, pa tudi obrti, vendar tudi v teh kriznih časih uspel ohraniti vitalnost, uspel ohraniti konkurenčnost in drži korak s tekmeci v tej globalni gospodarski tekmi. Kriza je lahko tudi izziv, to je čas, ko moramo še bolj skrbno paziti na stroške, to je čas, ko je potrebno še več vlagati v znanje, razvoj, ko je potrebno biti inovativen, prodoren, pa tudi prepoznaven. In mednarodni sejem obrti in podjetništvo je odlična priložnost za povečanje prepoznavnosti. Hkrati pa seveda to tudi odlična priložnost, da na kraju samem preverite, kaj ponuja in kje je vaša konkurenca. V našem mestu se zavedamo izjemnega promocijskega pomena, ki ga ima za sejem. Kajti več kot 1500 razstavljalcev iz več kot 30 držav, praktično z celega sveta, in izjemno veliko število obiskovalcev sejma pomeni hkrati tudi priložnost za lokalne trgovce, gostince, hotelirje. In vsako leto vabimo obiskovalce sejma, da si ogledajo tudi mesto, mestno jedro, še posebej letos, ki vsi je v čudoviti prenovljeni podobi, da si mogoče sejemski dan popestri z ogledom kakšne od zgodovinskih znamenitosti, kakšnega od celjskih zgodovinskih zakladov. Potem bo dan še bolj vsebinsko bogat. Spoštovane razstavljavke, podjetnice in podjetniki, vsi vemo, da je uspešno gospodarstvo temelj uspešnega razvoja vsake družbe. Vsi vemo, da je priložnosti potrebno zdraviti takrat, ko se pojavijo,
kajti sicer se zelo hitro spremenijo v zamujene, izgubljene priložnosti. Želim vam, da bi bilo takšnih izgubljenih priložnosti ali zamujenih priložnosti čim manj in želim vam veliko prodornih idej, ki so ključ do uspeha na domačem in tujem trgu. Dovolite, da se v tej priložnosti tudi zahvalim in čestitam družbi Celjski sej, vodstvu in vsem zaposlenim, da seveda tudi vsem partnerjem, ki so tudi letos organizirali odlično sejemsko prireditev. Vsem želim veliko uspeha na letošnjem sejmu, pa tudi sicer vse dni v leto. Hkrati pa vam želim prijetno počutje v našem mestu, kot sem že rekel, dobimo se ne samo na sejmu, dobimo se tudi v našem mestu. Hvala lepa.